Potem nas je pa seveda čakal Poitiers, tam pa je bil živel sveti Hilarij, katerega zvest učenec in, kako bi rekel, tudi zasledovalec, če smem to uporabiti, je bil sveti Martin. Tako da smo ta dva kraja še posebej izpostavili, ker sta dejansko dobesedno vezana na samo življenje svetega Martina.
Spoštovani, tukaj smo pred stolnico Poitiersu, ki je seveda čudovita gotika iz 11. stoletja. Če opazite, kamera vam bo pokazala, tukaj sta stolpa, ki sta nekako odrezana, le nekaj tistih imamo okraskov na vrhu. Takrat je zmanjkalo sredstev, da bi jo dogradili, ampak so našli čudovito teološko razlago. Do to smo mi zgradili, ostalo pa mora Bog priti k nam in nas povesti v višave. In tudi potem, ko so imeli sredstva, so rekli, ta razlaga je tako lepa, da niso dokončali zvonikov. Imamo tudi 3 čudovite portale, na sredi je Kristus, vladar, spodaj vidimo svetnike, še bolj spodaj tiste, ki so namenjeni, ki še učeščujejo nebo. Desno pa je že portal ali vrata Materi Božji. Spodaj imamo narisano, kako je zaspala dormicijo. Takrat so Marijino vnebovzetjo še tako upodabljali in zgoraj pa že vidimo poveličano v slavi. In če pogledamo na vašo desno, pa drug portal, ker je zopet Marija prikazana iz življenja, kako obišče Elizabeto. No, kar je pač hudo. Francija je imela že pred 200 leti revolucijo in v tem besu, ker je bila Marija slikana kot kraljica, je tudi ta ubogi kipa zgubil glavo. Pročelje kot tako pa ni bilo uničeno. Vemo, da je sveti Hilarij živel v 4. stoletju, ampak pred to stolnico je bila katedrala ali stolnica svetega Hilarija, ki je pač stala nekaj metrov stran, ker je potem bila zgrajena tudi kastilnica, ki bi jo naj pa tudi sveti Hilarij sezidal. Zakaj je sveti Hilarij pomemben? Predvsem zaradi tega, ker je vzgojil svetega Martina, ga je nekako navdušil za ne službo Bogu, to si jo že izbral, ampak tudi, da je pod njegovim vodstvom sprejel škofovsko službo, ga naredil za svojega naslednika. Hkrati pa vidimo, da je sveti Hilarij bil tisti, ki je postavljal temelje ne samo francoske cerkve ali cerkve na francoskem v Galiji, ampak postavljal temelje cerkve tudi v Evropi. Saj je razglašen za krščanskega učitelja, cerkvenega učitelja in je tudi med cerkvenimi očeti. Kaj to pomeni? Ti cerkveni očetje ali patri so povedali, kar je bistveno. In kar je bistveno pri Hilariju je bilo, da je povedal, da je Kristus pravi Bog. In tukaj se seveda zoperstavil arianizmu. Seveda danes nam arianizem nič ne pomeni ali pa zelo malo, ampak naj samo omenim, da preko meniha Arija so zanikali, da bi bil Kristus Bog. Kvečemu bi bil pol Bog, ampak s tem bi pa krščanstvo ogromno zgubilo. Saj vemo, da s Kristusom je živi Bog med nami. No in zdaj bomo razumeli, zakaj se je islam tako razširil po 6. stoletju, ker so arijanci postali mohamedanci, so sprejeli, da je bil Kristus samo prerok, da ni bil Bog. Vemo tudi v Mali Aziji, v nekem obdobju je sveti Atanazij bil edini, ki je veroval v Kristusovo božanstvo. In bogi Hilarij bil tako navdušen nad tem, da je Kristus Bog, da je čudovito pisal o njem, ampak arijanci so ga pregnali in je šel v izgnanstvo. Ampak v tem izgnanstvu na vzhodu je poglobil svojo teologijo, prišel v stik z grškimi cerkvenimi očeti in prišel nazaj in napisal čudovito knjigo o sveti Trojici. Je pa za nas Slovence Hilarij zanimiv zaradi tega,
ker so ga včasih imeli za prvega latinskega razlagalca svetega pisma, kasneje pa so ugotovili, da je bil to sveti Viktorin iz Poitieja. Toda zadnje raziskave so pokazale, da Viktorin ni iz Poitieja, ampak iz Petovije. Tako da imamo dva prva latinska razlagalca svetega pisma. No, sveti Hilarij je hkrati ustanavljal tudi skupnost duhovnikov, ki so molili. In v tem duhu je potem tudi, v njegovem duhu, je tudi sveti Martin ustanovil samostan, nedaleč proč, nekaj kilometrov iz Poitieja, ki se imenuje Liguge. Ta samostan je ponovno oživljen danes, ker nam kažejo, da so ostanki, ker je 9 let sveti Martin tam živel. In Hilarij ga učil, da mora nekako moliti in verovati v Kristusovo ljubezen, potem bo tudi učil pravi nauk. In vemo, na tem mestu je bil sveti Martin tudi škof, potem pa v Turu, najprej pomožni škof pri Hilariju in potem pa v Turu, ampak rad je hodil nazaj v Liguge, se pravi, ker se je duhovno okrepil. Vaša kamera vam je pokazala tudi krstilnico, ki je osmerokraka, oktogonalna, pomeni 7+1, rekel je popolnost, številka in +1, se pravi krst daje novo življenje, ki je še več kakor popolnost. In to velja za najstarejšo zgradbo ali pa ostanke najstarejše zgradbe v Franciji, saj je zidana še kot sem rekel, v Hilarijevem času svetega Martina. In najprej so notri krščevali s potapljanjem, kajti tisti človek, ki se je potopil, je potem ustal novemu življenju. No in prav sveti Martin je bil znamenit po tem, da je oživel mrtvega, ponesrečenega katehumena, ki se je pripravljal na krst, da bi lahko kot kristjan stopil k novemu življenju. No, in potem nas je pa seveda čakal Tur, sveti Martin in znamenita bazilika z grobom v kripti, grobom svetega Martina, kar je pa prav gotovo bilo za vse nas, čeprav jaz sem bil, lahko mirno rečem, velikokrat, ne nekajkrat, ampak velikokrat v Turu, je bil to en poseben duhovni verski naboj, ki me je zelo nagovoril in me bo spremljal kar skozi.
dragi, prišli smo na cilj našega romanja. Na ta fizični cilj romanja, na grob svetega Martina, katerega 1700-letnico rojstva se spominjamo letos. Nismo pa še prišli na cilj našega duhovnega romanja. To duhovno romanje se nadaljuje. In tukaj želimo prositi svetega Martina, da bi njegova priprošnja in zgled njegovega življenja vsakemu izmed nas pomagal, da bi vedno odšel naprej, da bi odšel tja, kamor ga kliče Božja volja, da bi bil pripravljen odgovoriti včasih na glasne, včasih na komaj slišne klice našega Gospoda. Prosimo svetega Martina, naj po njegovi priprošnji in po njegovem zgledu Gospod Bog tudi vsakem izmed nas obudi duhovnika, obudi kristjana po svojem srcu. In zato najprej prosimo za odpuščanje svojih grehov, ker želimo vredno obhajati svete skrivnosti. Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost. Kaj koristi človeku ves njegov trud, s katerim se muči pod soncem? Rodovi odhajajo in drugi prihajajo, zemlja pa vedno ostaja. Četrtni oblastnik Herod o vsem, kar se je zgodilo, bil je v skrbeh, ker so nekateri govorili, da je Janez Krstnik vstal od mrtvih. Nekateri, da se je prikazal Elija. Nekateri zopet, da je vstal kateri izmed starih prerokov. Herod pa je rekel, Janeza sem dal jaz obglaviti, kdo pa je ta, o katerem slišim take reči, in želel je videti Jezusa. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, upam, da se slišimo. Tudi tam zadaj. Gotovo bi bilo zelo primerno, da bi na kraju groba svetega Martina v kripti njegove bazilike spregovoril kdo izmed župnikov, ki že dolga leta ali pa kratka leta pa z gorečim srcem skrbite za njegovo župnijo. Vendar naj poskušam spregovoriti nekaj besed. Najprej bi vas povabil. Poglejte, stojimo pod napisi, ki izražajo hvaležnost svetemu Martinu za uslišanja, ki so jih ljudje dobili na njegovo priprošnjo. Zato je prav, da vas povabim, da na tem kraju tudi mi vsi na oltar položimo tiste prošnje, ki ste jih prinesli s seboj. Svoje prošnje, vi, dragi bratje duhovniki, pa tudi prošnje svojih faramov, tistih, ki so z vami, ki romajo z vami, čeprav ne morejo biti
fizično tukaj. Da Bogu priporočimo na poseben način vse tiste, ki nosijo ime svetega Martina, da bi znali živeti zvestobo Bogu, kakor jo je živel sveti Martin. Zato bi rad spregovoril o posebnem vidiku naše krščanske vere, v kateri nas spodbuja sveti Martin. Še kot vojak je vzel v roke meč, presekal svoj plašč in s polovico plašča ogrtil reveža, ki je prezemal. Martina vsi poznamo po tem. In to je bilo njegovo krščansko dejanje. Plašč in meč, ki razdelita plašč, je pa krščansko dejanje. In poglejte, tista polovica plašča, ki jo je Martin obdržal, ker je ni smel podariti, saj je pripadala cesarju, tista polovica plašča je prešla. Je ni več. Čeprav smo slišali na avtobusu, je kralj Ludvik IX zanjo sezidal čudovito kapelo, Saint-Chapelle, da bi bila primerno mesto za hranjenje in za češčenje tega Martinovega plašča. Pa je revolucionarno divjanje koncem 18. začetkom 19. stoletja ta plašč, to relikvijo, kakor tudi vse drugo, kar je bilo v tej kapeli, uničeno. Pa tista polovica plašča, za katero ni bila sezidana nobena kapela, nobeno svetišče. Ta polovica plašča pa ostaja nedotaknjena, ker je bila izročena Kristusu. In ta polovica Martinovega plašča, podarjena revežu, živi skozi stoletja in bo živela, bo obstajala skozi stoletja do konca časov in bo na poseben način živela tudi v večnosti. In gesta svetega Martina, dragi bratje in sestre, nas uči, da se moramo tudi po njegovi priprošnji naučiti spoznati Kristusa. Spoznati Kristusa v svojih najbolj ubogih, najbolj potrebnih bratih in sestrah. Kajti, če ne bomo v ljudeh, če ne bomo v ubogih spoznali Kristusa, ne bomo imeli moči, da bi na takšen ali drugačen simboličen način presekali svoj plašč in ga razdelili s potrebnimi. Ker živimo prestrašeni, ker se bojimo jutrišnjega dne iz človeških moči, zato skušamo zavarovati svoj danes in svoj jutri in zato v tej težnji po živeti varno ne znamo deliti z brati in sestrami. Če pa smo sposobni videti brate in sestre kot razodetje Jezusovega obličja, takrat smo pa sposobni deliti z njim. Druga stvar, ki nas jo uči Martin svojim plaščem, je, da moramo dajati, stvar bo zvenila nekoliko protislovno, to, kar je naše. Tisti del plašča, ki je pripadal cesarju, je Martin obdržal. Tisti del plašča, ki je bil njegov po običajih takratnega življenja, je dal revežu. Ker je bilo zanimivo najti tistega med nami, ki bi pripravil, recimo temu, piknik za klošarje. Najbrž ga ni. Še naprej bomo pripravljali takšne ali drugačne piknike za sorodnike, za prijatelje, za župljane. In vendar nas Jezus zelo, zelo jasno vabi,
dajte v Bogu, povabite v Bogu. In zato večkrat predlagam, naj bo to predloženo tudi ven tukaj na grobu svetega Martina. Da morda del tistega, morda 10% vrednosti, ki jo damo za stvari, ki jih ne potrebujemo, pa vendar jih kupujemo za svoje življenje, 10% tega, kar damo za piknike, za sorodnike, za prijatelje, za dobre sosede, da damo za Karitas, da damo za uboge. In jih na ta način simbolično povabimo na svoje praznovanje. Vsemogočni Oče, varuj naše domove in našo domovino naravnih nesreč, potresov, povodnih, požarov in nalezljivih bolezni. Prosimo, da usliši nas. Vsemogočni Oče, razsvetljuj nas, da bomo po pameti in zmerno uživali Tvoje darove. Prosimo, da usliši nas. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo medo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolno ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, s tukajšnjim škofom Bernardom Nikolajem, z našim nadškofom Stanislavom, vsemi slovenskimi škofi in škofi po svetu in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, posebej tistih, za katere smo se namenili moliti, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Dati ubogemu potrebnemu plašč ali pa dati sovražniku roko. Kaj je težje? V obojem se razodeva Jezus Kristus. Njegova usmiljena ljubezen, njegovo odrešenje našega srca. In kakor prosimo za to, da bi znali deliti dobrine, tako prosimo tudi za to, da bi znali deliti odpuščanje. In si podajemo roke.
direktorja Evropskega centra mreže kulturnih društev Svetega Martina v Evropi, gospoda Antoana Deloza, in pa hkrati tudi predsednika kulturnega društva Francije v Turu, gospoda profesorja Brunota Židika, ki je profesor za srednji vek na tukajšnji univerzi in ki ga spremlja njegova sokroga, gospa Sara, ki pa je, kot vidite, doma iz Madagaskarja in tudi prijateljica našega Pedra Opeka. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Tours et auprès du tombeau de Saint-Martin. C'est toujours un grand honneur pour tous les martiniens de se retrouver autour des hauts lieux de Saint-Martin. Zelo smo srečni, da vas lahko sprejmamo tukaj v Turu, v tej baziliki, tik ob grobu Svetega Martina. Zelo sem počaščen in hkrati srečen, kajti za nas je to vedno veselje srečati ljudi, ki častijo Svetega Martina in biti enih src z njimi. Nous nous retrouvons dans un réseau de centres culturels européens Saint-Martin de Tours et nous avons eu des rencontres en Slovénie, à Maribor, à Slovenska Bystrica, et c'est à chaque fois à Rome, et à Rome, bien sûr, récemment, à Rome. Et c'est un grand plaisir de se retrouver et surtout de construire ensemble ce réseau qui est un réseau, bien sûr, du patrimoine religieux, chrétien, spirituel de l'Europe, mais qui est aussi un réseau pour aujourd'hui et pour l'avenir. Pravi, da je vedno veselje, že več kot 10 let se skupaj srečujemo, saj smo imeli simpozije v Mariboru, v Slovenski Bistrici, nedaleč tega nazaj v Rimu, še prej v Parizu in tudi v Turu. In pravi, da je to pravzaprav več kot običajno veselje, da delimo znanje ali navdušenje nad kulturno dediščino, nad duhovno dediščino, ampak da imamo vedno občutek, da utrjujemo temelje Evrope in hkrati tudi pripravljamo prihodnost za Evropo. Pravi, seveda danes veliko potujemo z letali, z drugimi sredstvi, ampak to, kar je najlepše, pa je, da kratko hodimo. Ko hodimo, ko zastavljamo korak, takrat lahko tudi drugega osrečujemo. Alors, il y a des chemins de Saint-Martin en Slovénie, bien sûr, et Antoine va nous en dire quelques mots, tout cet ensemble de chemins à travers la Touraine et l'Europe. Pravi, seveda, ta pot je čudovito speljana skozi Slovenijo, ampak to je evropska pot in tukaj imamo Antoine Deloza, ki je izviran pobudnik te evropske poti in nam bo povedal, kako to deluje, kako to živori v Evropi. Et ouvrir ce parcours. J'en profiterai pour remercier aussi Jasmina Aranzabic, Tine Valentine qui a travaillé, Jenko qui a travaillé aussi pour le centre culturel, et puis Tania actuellement et tous ceux qui sont au sein du centre culturel Saint-Martin, qui nous ont toujours bien aidés en Slovénie pour ouvrir ce chemin. Et désolé des remerciements, tu es obligé de traduire. Pravi, da se opravičuje, da bom jaz moral to prevajati, ker si me najprej osebno zahvala, pa tudi širše pravi, da je nekako navdušen nad Slovenci, da več kot 10 let skupaj sodelujemo s tem centrom, da smo bili skupaj Francozi in Slovenci začetniki, pobudniki te poti in da je lepo speljana tukaj, ki nekako delujejo, pa delujemo naprej, da bi ta pot živela ne samo v Franciji in Sloveniji, ampak po vsej Evropi. Ce chemin raconte que Saint-Martin a été formé par Hilaire, l'évêque de Poitiers, qui a fondé l'abbaye d'Imugé et qu'il a été enlevé en fait pour être amené à Tours pour devenir évêque de Tours. No in to, kar že veste, vse se je začelo tukaj, Imugejo je on ustanovil skupnost in dobesedno njegova interpretacija, da so ga tam iztrgali
prisili, da je postal škof tukaj v Turu. No in dragi, prva stvar, kar je bila tukaj jasna, je bilo, da vendar, če je bil rojen v Pannoniji, da mora biti skozi naše kraje, ker je tukaj deloval. In prva stvar je bila, dajmo od njegovega rojstnega kraja narediti pot tja do kraja njegove smrti, to je pa 50 km od Tura. Gospod z vami in s tvojim duhom. Bog je slava in sreča svetnikov nam je dal ohranjati današnjo slovesnost v spomin svetega Martina, naj vas vedno blagoslavlja. Amen. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega stanja. Njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Amen. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. Amen. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdemo v miru. Bogu hvala. Tukaj v neposredni bližini kripte svetega Martina je res milostni trenutek, ko seboj prinašam celo župnijo Ponikva, Slomškovo Ponikvo, ki je tudi posvečena svetemu Martinu, saj je sveti Martin izredno globoko zaznamoval življenje celotne Evrope in tako tudi naše župnije. Kot pražupnija že dolgo nosi njegov pečat in njegova dobrodelnost in pa njegova povezanost z Bogom, ki se je kazala v tej tako globoki želji po kontemplaciji, po premišljevanju, po umirjenosti, po samoti, je rodila zelo dragocene sadove, ki so se pokazali tako že v njegovi skupnosti, kakor v vseh nadaljnih stoletjih, vseh tistih, ki so posnemali in sledili njegovemu zgledu. Danes pa gotovo tudi mogočna priprošnja, ki jo sveti Martin izkazuje, ostaja znamenje upanja in znamenje smerokaza za prihodnosti, v katero smer naj tudi nadaljujemo, tako s češčenjem, kakor s priporočanjem temu priljubljenemu svetniku. Zelo sem srečen, da sem eden prvih občanov in faranov občine Hedina tukaj v kripti svetega Martina, našega farnega zavetnika. Z nastankom same občine smo začeli uvajati to pot, ki spada v evropsko kulturno pot od svetega Martina, od Sombatija pa vse sem do Tura. Na Hedinski cerkvi imamo tudi stopinjo svetega Martina. Svet Martin kot lik velikega humanista, velikega dobrotnika nam da povedati, da se moramo v današnjem času veliko naučiti dobrotništva in drugega humanističnega dela, kako med seboj dobro delite, ne pa samo grabite. Zbornik in monografijo predajam v imenu župana in v imenu farnega župnika, nadekana Marjana Tesla. Très bien, merci. Est-ce que vous avez la bibliothèque? Oh oui, bien, oui, tout à fait. Donc c'est pour la bibliothèque du Très bien. Sanctuaire. Grand merci. Zahvaljujem se vam, da tako lepo vzdržujete materialno in duhovno dediščino svetega Martina. Il est très heureux que vous entretenez si bien le patrimoine spirituel et culturel de Saint-Martin. To so benediktinke, srca Jezusovega iz Montmartre iz Pariza, pravi, da bomo ostali v njihovih srcih, njihovih molitvah in se bojo spominjali tako župnije, kako vseh naš romarjev, Slovencev, ki smo.
dragi gledalci, smo nad grobom svetega Martina. Pravkar je bil tukaj profesor Bruno Žudik, ki predava srednjeveško zgodovino na tukajšnji univerzi in zatrdil, da so vsa arheološka izkopavanja potrdila, da je tukaj resnično bil grob in seveda, kaj je od njega ostalo, svetega Martina. Smo pa seveda na kraju milosti, kajte v srednjem veku je bilo tukaj veliko ozdravitev, vse Francije, vse Evrope so tukaj romali in danes tudi romajo ljudje predvsem za ozdravitev notranjih ran. Je pa gotovo sveti Martin tisti lik darežljivosti, usmiljenja do reveža, pa tudi, da delimo tisto, kar imamo, tisto, kar nam je Bog dal, tisto, kar smo sami zaslužili z delom svojih rok, da delimo z drugimi. In ta čudovita bazilika, ki je zdaj, je le majhen del tiste veličastne srednjeveške bazilike, ki je bila razdrta. Nekaj so jo razdrli hugenoti, to so bili tukajšnji protestantje, nekaj se pa tudi tista stavba, ki je bila tako veličastna, sama sesula. Ta bazilika, ki je pa tukaj, je pa delana po vzoru srca Jezusovega iz Montmartra v Parizu in nekako ponazorča tisto milino, tisto dobroto, pa tudi veličastvo Božjega usmiljenja, z njim pa tudi človeškega takrat, ko se človek temu usmiljenju, tej dobroti, tej vzajemni delitvi preda. Bazilika, ki je bila zgrajena v začetku 20. stoletja, posebej za njegov grob, naj povem, da je zelo lepa stavba, vendar stoji ob razdejani ogromni katedrali, ki je bila porušena žal med francosko revolucijo. Krsta z svetim Martinom je bila potem, ko se je začela francoska revolucija in ko so ljudje pričakovali, kaj se bo zgodilo, so prebivalci takratnega Tura svetega Martina skrili. Se pravi, so krsto skrili, da je ne bi onečastili oziroma da bi prišla neprave roke in so jo komaj odkrili v kleti ene izmed stanovanjskih hiš, enega od domačinov, ki si je za življenjsko nalogo zadal, da bo tako dolgo iskal krsto svetega Martina, da jo bo našel. In to se je zgodilo konec 19. stoletja, ne me držati za letnico, na pamet več ne vem. In dejansko so, ker so sistematsko hišo za hišo preiskovali kleti, ker so vedeli, da mora na tem področju biti. Zakaj sem to povedal? Problem bi bil, če krste svetega Martina z njegovimi posmrtnimi ostanki ne bi našli, potem bi mi morda res v Tur romali, zato ker je pač tam bil škof, ker je deloval in tako dalje, ampak bi nekako le nekaj manjkalo. Ne? Sveti Martin je eden od evropsko pomembnih svetniških likov in Miran ni dovolj za tvoj dokumentarec, če bi se omejil samo na francoski del njegove poti. Kam je še treba iti, da lahko obeležiš postaje njegovega življenja? Ta Martinova pot vodi do Tura preko Slovenije, ampak začne se seveda tam, kjer je bil rojen. To pa je na Madžarskem, današnji Sombati, nekoč Savarja ali Sabarja, kjer je njegov rojstni kraj v eni lepi mali cerkvici, ki smo jo tudi mi že letos obiskali z drugimi romarji z tukajšnje Jožefove fare in bo seveda tudi
to omenjeno v dokumentarcu. Tam se namreč začne ta pot, tam društvo ima svoj sedež in od tam vodi praktično do Francije tale pot. Je pa seveda tudi med Slovenci ravno to dejstvo, da je pravzaprav Martin na neki način naš sosed, manj znano kot pa to, da je povezan s francoskim Tourom, ker vedno govorimo o svetem Martinu iz Toura. Je pa, tako kot si ti povedal, seveda res, da se je njegova življenjska pot začela v takratni Panoniji. Nahajamo se v Sombatelju pred cerkvijo, kjer je sveti Martin bil rojen, kjer je deloval, kjer se je potem tudi vrnil in tudi svoje starše je dal krstiti, tako da se je znova in znova kazalo, da je on res pravi Gospodov učenec in da to skuša posredovati tudi drugim ljudem. Njegovo ljudomilost in dobrotljivost. In s tem se je tudi zapisal v duše, v srca svojih sodobnikov in to je pravzaprav njegova zgodovina. S tem se on ohranja skozi rodove, pravzaprav že 1700 let, recimo skoraj, in kot tako ostaja med nami. Dovolite, da začnem tale kratek nagovorček s čisto osebnimi spomini. Sam sem doma tudi v župniji svetega Martina, iz Stražišča pri Kranju oziroma župnija Šmartin-Kranj, sveti Martin. V Velike Montanje je navadno velika slika sovitega slikarja Mencingerja, sveti Martin na konju, kako z mečem reže plašč, pred njim pa rež izvrstuje in Martin mu podaja plašč. Za praznik svetega Martina ali še za nekatere druge velike praznike pa to sliko umaknejo, potem pa vidimo kip svetega Martina kot škofa. Vedno smo čutili, da nam je ta svetnik bodisi kot rimski vojak, ki izkazuje usmiljenje in dobroto potrebnemu človeku, ali pa potem kot škof, ki oznanja, ki tolaži, ki spodbuja, vedno nam je blizu. In kako pomenljivo je, da se je sveti Martin pri tem svetem učenjaku, škof Pilani, še posebej poglabljal v sveto pismo. Dan za dnem je prav v svetem pismu iskal nova spoznanja. Lahko bi rekli, da ga smo do svoje smrti ni vzel iz rok. In tako je prav sveto pismo bilo tisti vir, ki Martina navdihuje. Tu je treba iskati izhodišče za veličino tega moža, vojaka, meniha, puščavnika, škofa, dobre pasti. Eno od temeljnih vrednot, ki jih je tudi Svet Evrope izpostavil kot temeljna vrednota, da so razglasili Martinovo pot za evropsko kulturno pot. In sicer temeljna vrednota je vzajemna delitev. Martin, poleg tega, da je znal deliti svoje materialno premoženje, deliti ali pa se mu tudi odpovedati v korist drugih,
je njegova temeljna vrednota dejansko delitev tudi duhovnih, kulturnih vrednot. Danes bi jaz to še posebej nekako izpostavil, ker vemo, da čas, v katerem smo, zna bolj graditi zidove kot mostove. Ne? Na vseh, torej kulturnem, političnem, tudi medverskem področju se marsikaj gradijo zidovi, nezaupanja, konfliktov, nasilja. Martin je tukaj znal izjemno povezovati ta prehod iz obdobja, ko je bilo krščanstvo preganjano, v obdobje, ko je bilo krščanstvo celo nagrajeno ali pa so cesarji hoteli celo privilegirati kristjane. Ne? Martin se je temu odločno uprl. Mogoče še to, gledajte, Martin je bil en prvih, ki je odločno kot škof se zoperstavil inkviziciji. Ne? On je od cesarjev, on je šel cesarju z zahtevo naj izpusti krivoverce, ne kristjane, ki so jih cesarji zapirali, češ, da bi se prikupili cerkvi. Ne? Torej, to je mogoče stvar, ki je o Martinu neznana. On ni bil uspešen, nekaj tega so potem vseeno... Koliko je bil uspešen, koliko je bil uspešen, je mogoče drugo vprašanje, ampak to, da je kot škof se uprl inkviziciji oziroma nasilju nad neverujočimi, je treba tukaj Ne, to niso bili neverujoči, ampak heretiki. Heretiki, ja. Sveti Martin je živel v enem čudnem obdobju, ne, tudi zgodovinsko obdobje, takšno vsako kot je bilo, in vemo, da mu tudi ni bilo lahko. Verjetno je bilo marsičem podobno našemu času. Točno tako. Še bolj aktualen sveti Martin. Še bolj aktualen. Kako pa, kaj sveti Martin živi v vaši župniji? Tu vidimo kar precej gradiva povezanega s svetim Martinom, kar nekaj tega je tudi delo tvojih župljanov, celo mlajših župljanov. Res je to. Svetnik, naš župnijski zavetnik, je mene osebno in tudi moje sodelavce tako prevzel, ko smo ga začeli odkrivati, da se je rodilo veliko idej, veliko pobud in tudi sprožila ena lepa ustvarjalnost, ki je pripeljala do lepih izdelkov, na katere smo tudi zelo veseli. Najprej ali pa največje delo, ki ga želim tukaj predstaviti, je zagotovo delo mojih sodelavcev in naših animatorjev, in sicer celotno šestdnevni počitniški program po vzoru oratorijskih gradiv na temo svetnika. Se pravi, od dramske igre, katehes igre in potem tudi samih delavnic smo v 6 dneh predstavili 6 temeljnih vrednot, ki jih sveti Martin tako lepo predstavlja. In ker je res toliko izvirnega dela v tem priročniku, smo ga tudi izdali v knjižni obliki in dejansko kot uradni priročnik, ki ga lahko vzamejo tudi ostali duhovniki v roke. In mislim, da ga nekateri duhovniki tudi so. Potem smo izdali tudi posebno obliko naše župnijske cerkve in podobo svetnika v obliki puzzle, ki jih je prinesel sveti Miklavž lani že. Lani kot uvod v Martinovo leto in so otroci bili res zelo veseli in takšno Miklavžovo obdarovanje. Kajti Miklavž pa Martin sta nekje blizu živela v istem stoletju in sta zagotovo tudi oba dva sta zavetnika dobrote. In z tega vidika je prav, da smo jo povezali. Poleg tega pa smo kot Martinove župnije deležne tudi sadov društva, Vseslovenskega društva svetega Martina, ki je izdalo posebno brošuro za zbiranje žigov, posebno knjigo za to razlago. In sedaj, Bogu hvala, je skoraj pri koncu tudi slovenski del Evropske Martinove poti, ki obsega 60 cerkva in Kamnica, sveti Martin ter sveti Urban sta del te poti in imamo žige in goreči pohodniki, ki želijo
obiskati te cerkve, lahko prejmejo tudi žig in tisti, ki zbere vseh 60 žigov, pošlje to brošuro na to društvo in dobi značko, da je Martinov romar. A ne, malo spodbuda za spoznavanje svetega Martina. Kot veste, imamo v Kamnici zelo bogate freske o svetem Martinu. Res izredno bogate in mnogi študenti ter profesorji jih hodijo gledati, jih razpoznavati, tudi vsebinsko spoznavati in zdaj tudi pripravljamo takšno prenovljeno razlago teh fresk, ki bo išla do Martinove nedelje. A že letos? Letos že, a to bo vodnik po celotni cerkvi? Ne, po freskah. In sveti Martin, meni osebno, pa verjamem, da tudi mnogim vam, gledalci ter gledalke, pomeni en velik vir navdiha, ne samo za kulinariko in za tisto zunanje praznovanje, ampak zagotovo torej vir ponosa, navdiha in umetniške ustvarjalnosti tudi za današnji čas.